Sobota, dan za čiščenje. In jaz sovražim soboto. Če čistim z rokavicami, potem moje roke plavajo v lastnem znoju. Če jih pa ne uporabim, ja, pa me pa roke srbijo vseh teh kemikalij. Veš, kaj koža vpije, okej? Kaj se je že mogla moja koža vpiti? Če bi govorila, bi zavpila. Ne, mora obstajati boljša rešitev. Nekaj, kaj je bolj prijazno moji koži in okolju. Točno ne vem, kam moram iti. Jaz rabim okolju prijazna čistila. Ej, kaj se toliko dereš? Včasih sem kupoval okolju neprijazna čistila in sem se skrival. Nič več. Naj okolje ve, da kupujem prijazna čistila. Naj vedo vsi. Ja, imamo okolju prijazna čistila od Odorija. Jaz jih uporabljam tudi na kampiranju. Lahko z njimi brez problema pereš posode v reki. Okej, pa mi vedej pa prosim vsa čistila, ki jih Odor ima. Živjo, Matevž, veš, ta čistila imajo svoja pravila. Kdo je to rekel? Aja, glej, to pa je Nina. Ona je mojstrica za vsemi Odori čistili. Dej Nina, a boš kar ti Matevž razložila, kako uporabljati vsa ta čistila? Absolutno, vse bova zrihtala. Okej, to je malo weird, ampak vsaka pomoč pri čiščenju prav pride. Haha, to je moj gir za čiščenje. Imam vse, kar rabim, da je moje stanovanje čisto. In to je od Odori. Ker to je tvoj najboljši prijatelj, ne pa pes. Veš, ja tebe mislim, ja. Se moram jaz za tabo pospravljati vedno. Kje začnemo? Čistilo za kopalnico. Ej, ne gledajte moje kopalnice. Ne, resno, ne gledam. Ne, saj se heca. Zdaj lahko bomo pucali za Odori čistili, lahko pridete noter. Matevž, tukaj je važno, da čistilo dobro pretreseš, naneseš na površino, malo počakaš, zdrgneš, obrišeš z mokro krpo, na koncu pa še suho. Če pa čistiš kakšen bolj trdovraten madež, pa naneseš čistilo, počakaš 10 do 15 minut in nato ponoviš postopek. Veciračka. Tu je pa okolju prijazna veciračka. Lahko plava kjeri paše. Ta nima nobenih posebnih navodil. Naneseš pod rob školjke, zdrgneš in sčistiš. Če pa imaš res trdovratne madeže v školjki, pa lahko pustiš tudi čez noč in zjutraj zdrgneš. Čistilo za steklo. Naše čistilo za steklo se uporablja malo drugače. Našpricaš po površini, zdrgneš z mokro krpo, nato pa obrišeš in osušiš do suhega suho. Ja, le, tukaj še umazan. Lahko nehaš špricati, idiot, sej čisto, no. Čistilo za trdovratne madeže. To res ne gre strana, kva? Tej ne snemi, no, ko jo vsi videli. No, Matevž, dejva zdaj le midva to takoj zrihtati. A imaš naše sredstvo za odstranjevanje trdovratnih madežev? Imam. Ja, to je ta. A si madeže sprav z vodo? Sedaj pa pretresi flaško in sredstvo nanesi neposredno na madež. Po 15 minutah zdrgni madež, pusti delovati še 15 minut, nato pa oblačilo opereš kot običajno. Bodi vesel, da si ga hitro ujel. Bolj zasušen madež, teže ga odstraniti. Odori sicer odstrani vse trdovratne madeže, ampak je pomembno, da pri trdovratnih madežih oblačilo namočiš v hladno ali toplo vodo, odvisno od madeža, za 15 minut, nato pa naneseš sredstvo in opereš kot običajno. Boš videl naslednjič, ko se ti pripeti kaj podobnega. Gel za strojno pomivanje posode. Škaj bi mi rabili? Pametno posodo, taka, ki se sama zloži not v stroj. In vse, kar rabim, je zdaj dan tale pomivalc not in ga daš lahko not, kakor hočeš. Zato, ker je itak prijazen do okolja. No, Matevž, veliko naredimo za okolje tudi s tem, da ne uporabimo preveč čistila.
Bodi pozoren pri vsakem čistilu, kakšno količino je potrebna za čiščenje. Evo, pena party, da se pa moja posoda fajn. Gel za ročno pomivanje posode. Je fino tole čistilo za posodo, a ne? Ja, res je, prav sproščujoče, pa še vonj ima po cvetlicah. Daš ga lepo v pršilnico, s čimer ga manj porabiš in to je to. Pa pravi, da na roke ni kul. Univerzalno čistilo, čisto vse. To, kaj je tole čistilo univerzalno, ni nobeno drugo čistilo univerzalno, to, kot je to univerzalno čistilo univerzalno. Okay? To čistilo počisti vse, kar je v univerzu, ker je univerzalno. Zakaj mislite, da nas vesoljci obiskujejo? Area 51? Ja, tam je včasih Odori imela svojo proizvodnjo. Nina, kaj lahko vse s tem čistilom očistim? Čisto vse, kar je umazano. Še prostor za hišne ljubljenčke lahko z njim počistiš. In samo pošpricam, zdrgnem z mokro krpo in potem pobrišem do suhega. Točno tako. Moram reči, da še nikoli nisem toliko užival v pospravljanju. Res, ponovadi mi grejo na živce, veš, ko vedno tiste hlape od tistih čistil vdihavaš. Ne tukaj, jaz ne vem, kaj je v Odori čistilih, ampak karkoli not je res dobra roba. A bi rad vedel, kako točno čistila naredimo? Dej priti na obisk, pa ti razkažem. Ok. Ja, drugače bo Nina zdaj skozi moj live skakala ali... Evo me tukaj pred Odori, kjer bom končno spoznal Nino, ki bo povedala več o njihovih čistilih. Tako da, Nina, kje zdaj? Čakam, da z nekje skoč. Kaj pa, če bi potrkal? No pa, če bi potrkal. O, Matejuš, sem te pa pričakovala. Ja, tako je fajn, če pričakuješ, ne da kar iz nekje pojaviš. V glavnem, jaz sem tukaj danes zato, ker me zanima, kako vaša čistila nastane. Odlično, pridi pa ti pokažem. Meni je ful všeč, da so vsa čistila naravna, istočasno pa ful delujejo, ker moja hiša je kaj škatlice. Res, kako ti to rata? Naša čistila so v celoti ročno izdelana v Sloveniji, po recepturi, ki smo jo sami nagruntali in so od začetka do konca domače izdelave. Zelišča v čistilih so vsa iz Ljubljanskega barja. Pestro življenjskega okolja na Ljubljanskem barju priča o dolgotrajni povezanosti človeka z naravo in kliče k odgovornosti. In to je temelj naših Odori izdelkov. Meni je to ful cool. Res je cool to, da so v bistvu naravno izdelane, da vse sestavine dobiš od doma, hkrati pa delujejo kot ena navadna čistila. In me zanima, koliko je bilo potrebno enega testiranja, da ste prišli do te formule. Običajno je potrebno veliko poskusov, da najdemo tisto pravo, ki omogoča učinkovito in naravi prijazno čiščenje. So pa seveda vsa naša čistila laboratorijsko testirana, da smo lahko prepričani v njihovo delovanje. Pa ne se ustrašiti, ne na živalih. Ok, na ljudeh. Ne! Ja, ne, se to z ljudmi je to bila šala. Joe, pač res. Testiramo jih tako, da preverimo glede na konkurenco, njihovo učinkovitost. Simuliramo tudi uporabo, recimo pri pranju perila, kako trdovratne madeže odstranjujejo. Predvsem pa preverimo tudi stabilnost, mikrobiološko učinkovitost, kompatibilnost z embalažo in številne druge parametre, s katerimi lahko zagotovimo, da so vsa naša čistila primerna in predvsem tudi varna za uporabo. Aha, ker v bistvu je not samo narava in če gre narava nazaj v naravo, pa itak ni nobenega negativnega vtisa. Ne? Pač, to bi v bistvu še boljši slogan. Odori vtis je pozitivni vtis. Bomo mi kar prastarem ostali. Drugače sem pa ful zadovoljen s temi čistili, jih imam zdaj že nekaj časa in sem ugotovil, da v bistvu se jih ful manj porab, hkrati pa nimaš te slabe vesti z vso to odpadno plastiko pa odpadki. Mislim, se mi zdi, da se to ful splača, meni in okolju. Res je, to je tudi naš cilj, da so naša čistila učinkovita, ob tem pa se jih tudi manj porabi. Trdovratna čistila za trdovratne ljudi. Nina, hvala za vso pomoč in odgovore. Mene si prepričala. Jaz sem v bistvu pokazal tudi vsem starim staršem, mislim, celi vasi, vsi uporabljajo samo še Odori. Veliko ljudi pravi, da gre Odori od ust do ust in tega smo res zelo veseli. Evo, folk, zdaj veste, Odori čistila so da šit za katerkoli šit.
Za povrh vsega so pa še prijazna okolju. Če že jaz nisem, da so vsaj moja čistila. Kva je okolje, no? Poglej se, kakšen si, vsi po tebi hodijo. Kva se toliko pustiš? Mev že ena, ej. Sorry, okej, preveč sem rekel. Preveč. Okolju prijazno nažalost ni več samoumevno. Meni in verjamem, da tudi tebi pa to pomeni veliko. In dokler bodo obstajali ljudje, ki se trudijo, proizvajalci, ki proizvajajo okolju prijazne izdelke, ki so narejeni dobesedno korak stran, se bom tudi jaz potrudil, da te izdelke uporabljam. Saj veste, roka roko umije obepa obraz. In okolje je naš obraz, tako da se potrudimo, da bo čisto na čim bolj naraven način.